Ima besedo za vprašanje kolega Zmago Jelinčič Plemeniti. Hvala lepa. Moje današnje vprašanje se nanaša na Nacionalni preiskovalni urad, ki je bil leta 2010 ustanovljen in ga je naredila gospa Katarina Kresal in ga prikazovala kot slovenski FBI. Takrat je Kresalova s svojim prijateljem Jurijem Pogačarjem naredila stavbo, ki jo je Pogačar, za katero je odplačeval 225 000 evrov na mesec dolga, dobival je pa od države 136 000 evrov. To se pravi, vsak mesec je dobil dodatnih 10 000 evrov v žep, obenem pa bi bila ta stavba čez 20 let njegova. K sreči je minister Gorenak to prekinil leta 2012, ampak s tem v zvezi jaz sprašujem, gospod predsednik vlade, ali vam je znano, kakšna je bila oziroma je usoda kriminalističnega in tožilskega preiskovanja najema stavbe NPU? Ali veste, v kakšnem smislu je Katarina Kresal takrat namesto slovenskega FBI pravzaprav naredila NPU kot sebi podrejeno politično policijo? Potem, zakaj ste leta 2013 z novim zakonom o organizaciji in delu v policiji organizacijsko posegli v delovanje NPU in ga podredili kriminalistični policiji? In četrto vprašanje, ali menite, da ste z omenjenimi zakonskimi spremembami preprečili politično delovanje NPU? Jaz mislim, da ne, zaradi tega, ker pred časom na POP TV je gospa nevladnica iz sindikata Mladi plus Teja Jarc na televiziji rekla, saj vas bodo obiskali kriminalisti. Namreč tudi na POP TV-ju so vedeli, da proti meni vodi NPU preiskavo, jaz pa ne vem, zakaj sploh gre, in zato sem tudi na Generalno policijsko upravo poslal dopis na NPU, da zahtevam, da mi v skladu s 4. odstavkom 22. člena ZPNOVS povejo, katero kaznivo dejanje zoper mene je bilo evidentirano, kdaj je bilo to dejanje evidentirano in pa da zahtevam, da mi NPU dostavi tudi navodilo o evidentiranju kaznivega dejanja. Tam se dela vse skupaj zelo po svoje, zelo po političnih preferencah in jaz se zavzemam, tako kot Slovenska nacionalna stranka, da se NPU ukine. Takšnega organa mi ne potrebujemo, imamo specializirano tožilstvo, imamo kriminalistično službo, imamo policijo, ki deluje in je skrajni čas, da se take organizacije, ki se lahko primerjajo z Geheime Staatspolizei ali Gestapom v nacistični Nemčiji, da se jih ukine. Prosil bi pa za odgovor na vprašanja. Predsednik vlade, imate besedo za odgovor. Ja, hvala lepa za vprašanje. Zdaj, prvo, kar je treba povedati, ko se govori o teh stvareh, je to, da ni vse, o čemer govorimo, pač policija na splošno. Policija ima uniformirano policijo, ima kriminalistično policijo. Velikokrat se, ko se zgodi kaj, pač kakšna nezakonitost ali karkoli narobe, se govori o policiji na splošno. Zdaj, kar se tiče uniformirane policije, lahko rečem, da je tudi v zadnjih mesecih dokazala, da je kos svoji nalogi tudi v najtežji situaciji, da ima težave zaradi pač določenih preobremenitev, ko gre za ilegalne migracije in da tukaj potrebuje pomoč Slovenske vojske, pa mogoče še kakšne druge institucije in da je treba pač to ločiti. Ko pa govorimo o kriminalistični policiji, pa mogoče nekaj podatkov najprej. V Sloveniji mislim, da je okoli 900 kriminalistov, od tega jih je kakšnih 70-80 znotraj NPU-ja. Na glavo kriminalista na leto pade preiskav ali pa ukvarjanje s približno 60 kaznivimi dejanji. Če štejemo vsa kazniva dejanja, ki se obravnavajo in jih razdelimo na 900 kriminalistov. Zdaj, ko pogledamo NPU, pa vidimo, da na enega kriminalista zaposlenega na NPU-ju pride eno kaznivo dejanje. Zaradi tega, ker je to institucija, ki so ji po tisti prvi epizodi, ki ste jo opisali in čemur ni kaj za dodati, enostavno dali v zadnjih letih pristojnost, da sama izbira, s čim se bo ukvarjala. Tako se recimo zdaj ukvarja z
hišno preiskavo pri podpredsedniku vlade, ni se pa ukvarjala z sumom milijonske, 10-milijonske ali 100-milijonske korupcije pri investiciji v Tešu. To so prepustili lokalni policiji. Zdaj že to pomeni, da gre za nek unikum, ki ni namenjen temu, da bi se kazniva dejanja prioritetno obravnavala po teži in po nevarnosti za družbo ali pa po gospodarski škodi. S tem, da je plača kriminalista na NPU-ju primerljiva z plačo direktorja policijske uprave. Se pravi, je to nek organ, ki je izven sistema. Leta 2012, kot ste prej, oziroma 2013, kot ste prej omenili, smo to skušali dati nazaj znotraj kriminalistične policije, ampak se seveda po tistem letu ponovno vse razrahljalo in zdaj, če govorimo o upravičenih očitkih politizacije znotraj tega sistema, potem je jedro tega zagotovo, ne v celoti, ampak jedro pa je zagotovo na tej instituciji. In glede na to, da je bila postavljena kot politični projekt z velikim bremenom korupcije že na samem začetku, je najmanj, kar je potrebno storiti, da to institucijo je treba depolitizirati. Da se bodo stvari odvijale tako, da se bo zakon upošteval pri vseh enako, da ne bo prvo- in drugorazrednih in da ne bodo sami sebi določali naloge. Zdaj, kar se tiče vprašanja, ali je bila tista korupcija, ki je bila vsem očitna na samem začetku, sankcionirana, pa sami veste, da ni bila. Zdaj, sam sebe je preiskoval gospod Jevšek, ki je bil takrat generalni direktor policije, zdaj je župan SD-ja v Murski Soboti. Potem je najbrž to nadaljeval direktor Goršek, ki je bil tudi nepolitičen, njegov sin vodi Mladi forum, ali pa ga je SD-ja, se pravi, ve se, kje so te politične korenine ključnih funkcionarjev, ki so to postavljali. Stvar se je zaključila tako, da na koncu tisti najbolj odgovorni sploh niso bili procesirani. V nek postopek je šel državni sekretar, ki pa tudi ni bil obsojen. Se pravi, če institucija, ki je namenjena temu, da preganja najhujše oblike kriminala, ne nastane na podlagi kriminala, v tem kakega velikega upanja v to, da bo to delovalo, ni, razen, če se depolitizira. Sem zdaj, ko to skušamo narediti, se pa depolitizaciji skuša očitati politizacija, čeprav je politizacija te institucije prisotna od samega začetka. Lepa. Kolega Jelinčič, želite besedo? Zahteva za dopolnitev. Hvala lepa. Največji problem pri NPU je, da bi moral delovati učinkovito pa uspešno, ampak tega ni. Sami ste povedali, da v bistvu 70 kriminalistov na NPU-ju obdela približno 70 zadev na leto, kar pomeni ena sama zadeva na enega kriminalista. Zato niti ni čudno, da gre tukaj za politične zadeve, ki jih delajo oziroma pripravljajo v širšem okviru, tudi po navodilih nekaterih političnih strank in grejo potem naprej. Zato vas še naprej sprašujem, kako ocenjujete učinkovitost dela NPU z vidika števila obravnavanih kaznivih dejanj, kako ocenjujete dejstvo, da si sami izbirajo kazniva dejanja, ki jih bodo reševali, to se pravi, spet smo pri političnih odločitvah, na to, kako ocenjujete višino plač zaposlenih na NPU napram plačam večine kriminalistov, kar je tudi povezano z nadaljnjim vprašanjem o vprašljivi strokovnosti teh kadrov. Naprej, kaj menite o tem, da informacije iz NPU odtekajo v določene medije, ki so pogodu določenim političnim opcijam? In potem še naprej politizacija NPU-ja. Recimo zdaj v zadnjem času je začel NPU na dolgo in na široko zasliševati mojo ženo Moniko. Le zakaj? Le zakaj? Evidentno je tukaj, da gre samo za poskus politične zrušitve Slovenske nacionalne stranke in mene osebno zato, ker smo sedanji vladi dali podporo. Skratka, gre za, kot sem že povedal, nemška medvojna policija Gestapo ali pa vzhodno-nemški Stasi se lahko primerjata s tem NPU-jem. In zato še enkrat pravim, skrajni čas je, da ga ukinemo.
Hvala lepa. Predsednik vlade, imate besedo za dopolnitev odgovora. No, s temi zadnjimi primerjavami se jaz sicer ne strinjam, kar pa pač ne zmanjšuje kritičnosti ali pa utemeljenosti nekaterih stvari, ki ste jih pač prej povedali in sem jih delno že prej komentiral. Tako naprej pač s to institucijo ne more iti dalje, ker kot smo tudi tukaj, vsi, ki smo v prejšnjem mandatu obravnavali poročilo 2 preiskovalnih komisij, vemo, da se je dogajal v tej državi v zadnjem desetletju ali pa v zadnjem desetletju in pol kriminal velikega obsega, ker je šlo za milijardno pranje denarja za teroristični režim in so provizije poniknile neznano kam, ker je šlo za milijardne ali pa več 100 milijonske kraje pri nabavah medicinske opreme, pa niti enega samega pičlega rezultata preiskave Nacionalnega preiskovalnega urada v zvezi s tem nimamo na mizi. Niti ene resne ovadbe, niti ene obtožnice, ničesar. Hkrati pa polno raznoraznih aktivnosti, ki so vzplamtele na ta način, da je bila kamera te ali pa one televizije na licu mesta hišnih preiskav pred preiskovalci, se je stvar rolala na veliko, potem pa se ni ali nič zgodilo, ali pa je vse skupaj padlo, ker je bilo pač politično motivirano. Tako da v teh vprašanjih ne gre za 4 vprašanja, tisto zadnje je ključno, se pravi, gre za problem politizacije. Gre za problem politizacije dela slovenske kriminalistične policije, ki se uporablja za obračun z političnimi nasprotniki. Natančno po odstavku, ki ga je še vedno zaslužni profesor Ljubo Bavcon napisal uvod kazenskega zakona o kazenskem postopku tam nekje sredi 80. let. Da je kriminalistična policija in sodstvo, da sta sredstva za zatiranje razrednega sovražnika, se pravi političnega nasprotnika. Tega duha v celoti iz teh struktur v Sloveniji še nismo izgnali, zato se nam dogaja selektivna pravica in zloraba državnih institucij v politične namene. Hvala. Kolega Jelinčič, postopkovni predlog. Predsednik, v skladu z 246. členom predlagam, da Državni zbor glasuje o razpravi v tem gremiju. Hvala lepa. O vašem